Dober dan, moje ime je Sonja Grlica. To sem jaz na svoji njivi, lansko jesen. Za mano je njiva s konopljo, posejala sem 30 arov in sem se odločila, da letos tudi posejem to površino. Sem se pa od lanske jeseni do danes odločila, da stopam na to pot, da si ustvarjam svoje lastno delovno mesto. Ker smo danes zelo veliko govorili tudi o novih delovnih mestih, se že od jeseni pač družim z pridelovalci konoplje, redno spremljam pač delo zadruge Konopko, pa tudi drugih, a ne. Moj interes je pa, da bi na tej poti se lahko tudi z drugimi povezovala in združevala. Predvsem največji problem, ki ga vidim, je pa ravno pojavljati se na trgu. Eden od problemov je bila ta zakonodaja, ki nas je omejevala zdaj pri pridelavi, ker kot pridelovalec ne proizvajaš samo hrane, ne proizvajaš samo na primer semen, proizvajaš tudi druge produkte, od slame, to je moja njiva, nekje tam sredi avgusta meseca. Ne proizvajaš samo semena, ampak je tukaj možnosti precej. Od čaja, ki sem ga takole pridelovala, se ga na začetku nisem upala prodati, potem sem vseeno pridobila nekaj informacij. Moram pa reči, da sem na tej svoji poti hodila od urada do urada in največ, kar si želim, je ena taka oseba ali pa tak urad, kjer bi z varnostjo lahko prišel in pridobil informacije, ki pridelovalcu ali osebi, ki se loti ne samo konoplje, ampak tudi kakšne druge kulture, pomaga in odpira vrata naprej. Jaz na svoji poti sem zasledila 3 odgovore. To ni naša pristojnost, to ni dovoljeno ali pa tega vam ne bomo dovolili. In jaz bi rada, da danes s tem druženjem odpremo vrata Sloveniji pri pridelavi ne samo hrane, ampak lastnih surovin, pri pridelavi vsega, kar potrebujemo, ker mislim, da smo zelo, zelo bogata država, ne samo v tem, kar v naši državi že je, kot surovina, ne kar že raste, ampak tudi v znanju. Mislim, da smo zelo, zelo bogati tudi v povezovanju in združevanju znanja in mislim, da to je največje bogastvo, ravno to druženje, ravno to, kako bom rekla, korajža, da se upaš izpostaviti in povedati ne samo svoje znanje, ampak tudi svoje probleme. Tukaj so slike, kako sem se lansko leto spopadala z svojim pridelovanjem. Večino pridelka še vedno imam. Pridelala sem nekaj več kot 50 kil čaja. Nisem ocenila, koliko semena sem pridelala, ker sem se v tej fazi ravno zapletla v to tehnološko luknjo. Sem predstavnica nezaposlenih, zato tudi moj ta interes po ustvarjanju lastnega delovnega mesta. Ravno tako kot določene zgodbe, ki smo jih slišali pri zadrugi E3, tudi moja je taka, da si ne želim izgorelosti, ne želim si pritiskov na delovnem mestu, rada bi uživala na svoji njivi, čeprav je majčkena, in rada bi delila svoje znanje z vami, zato da bi si ustvarila svoje lastno delovno mesto. Hvala. Tukaj bi še nekaj. In to na koncu je moj čaj, okus po konoplji, na katerega ste vabljeni, mogoče tudi v knjižnico ta teden, kjer bom govorila o tem, kar ste že danes povedali, o učinkovinah v konoplji, pa vabim vas tudi na degustacijo čaja v knjižnico. Hvala.